Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Čeprav je izredna uprava Vzajemne, ki jo sestavljata Dušan Kidrič in Irena Kos, preklicala petkovo izredno skupščino, na kateri naj bi na predlog Zveze društev upokojencev Slovenije zamenjali nadzorni svet, pa lastnikom zdravstvene zavarovalnice ne namerava odreči soupravljanja. Zato se bo z njimi sestala v petek v Laškem, ko bi sicer morala zasedati skupščina. Seveda pa z vsebinskega vidika ne menimo, da bi lahko, zdaj pa bom rekel z drugimi besedami, lastnikom odrekli, da so lastniki. Lastnikom odrekli, da ne smejo soupravljati. Vemo samo, da v tem trenutku nimajo pravice, da sprejemajo teh sklepov. In vemo, da imajo še vedno svoja stališča, ki bi jih hoteli izreči. Zaradi tega smo se odločili, da v istem času in na istem kraju skličemo, dobro, rekli smo zbor, bolje bi bilo reči posvet pooblaščencev o vprašanjih zvezanih z nadaljnjim razvojem Vzajemne. Draž, ti kaj štekaš tole? Čez nič. Kaj to oni govorijo? Ona gospa zraven tudi ne ve čisto dobro, zakaj se gre. Pejva. Kidrič je tudi razložil, zakaj so se tako odločili. Poleg finančnih razlogov izvedba skupščine bi stala med 30.000 in 40.000 evri. Je izpostavil tudi zakon, po katerem so v času izredne uprave zavarovalnice skupščini izvzete vse pristojnosti. Veljali bile sklepi v zvezi z morebitno dokapitalizacijo. Seveda, to pa vedno, ne? Z imenovanjem izredne uprave, to je bilo rečeno že takrat, ko smo imeli tukaj prvo konferenco, je po 188. členu skupščini pristojnost za vsa vprašanja z izjemo dokapitalizacije oziroma odločitve o dokapitalizaciji odvzeta pristojnost. Ali drugače rečeno, vsi sklepi, ki bi se na karkoli drugega razen na to nanašali, so nični. To so nekatere formulacije, ki jih jaz sicer, ko sem nepravnik, malo težje uporabljam, ampak mislim, da so popolnoma jasne. Tako da se ve, da bi bilo sklepanje možno, ampak sklepi ne bi bili veljavni. Ali nič ne bi bili. Ne me držati tu za to besedo. Kot je povedala Kosova, so se v Vzajemni lotili tudi pregledovanja velikega števila sklenjenih svetovalnih in odvetniških pogodb, delo pa jim otežuje njihova razdrobljenost, saj niso shranjene na enem mestu. Daj ga nolomt. Še morate imeti tako po fajlih, mapce, predale, abeceda, to. Ja, jaz bi samo dodala še kolegu, da pač pregledujemo pogodbe z zunanjimi, raznimi velike teh pogodb, svetovalnih, odvetniških in poskušamo čim bolj zmanjšati stroške Vzajemne in se seznaniti z vsemi odlivi, ki so kar precejšnji. Jaz zdaj v čisto detajle ne bi šla, ampak pač res je veliko enih stvari za pogledati in poskušati najti optimalne rešitve. Svoj komentar o dogajanju v Vzajemni je podala tudi predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Mateja Kožuh Novak, ki je prepričana, da za vsemi dogodki stoji oblast ter da bo resnica slej ko prej prišla na plan. Če jo ne bo nekdo posesal izpod predpražnika. Bolj ko se bo politika otepala civilne družbe, bolj bo ta močna. Več ljudi bo pristopalo zraven, ker bodo videli, da jih nekdo hoče prinesti okoli. Drugo je pa tudi, stvari se ne da čisto pod tepih pomest. Slej ko prej pridejo stvari na dan, mi smo trdno prepričani, da bo vse prišlo na dan, kar se je narobe delalo. Se končno nismo celo Kafrija, štejemo sebe najbolj razvite države in v najbolj razvitih državah morajo barabije ali pa če šte goljufije prideti na dan. V javnosti še kar odmeva predlog arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Ker se okoli sporazuma velikokrat omenja tudi referendum, smo se podali na Ljubljanske ulice in mimoidoče vprašali, kaj menijo o konfliktih glede meje s Slovenijo in Hrvaško. Sploh ne sme biti sporov, ker je stvar jasna.
Kaj naj še povem? Sploh so samo politične meje, pa je čisto jasna. Nad reko je naselje, ki se imenuje Meja. Se pravi, to je nad Crikvenica. In tam je meja med Hrvaško in Slovenijo. Stara že od pameti veka. Tako da ne vem, zakaj se grejo druge stvari. Da vse skupaj čez preveč politiziram. To bi se mogli zmeniti na hitrco sami. Brez veze to. Če cel Jadran pogledate, je lahko že pri Albaniji zaprt. To so mednarodne vode. V bistvu te meje ne obstajajo, smo pač človeštvo na zemlji in vse te scene so po moje samo nek način, da nas zamotijo, da v bistvu se ne koncentriramo na stvari, ko bi jih res lahko rešili v državi, ne. Ta zadnja je tako malo hippie, ja? One love, man! Peace, man! Zima se je že preselila v naše kraje in seboj pripeljala prehlade. Res je, marsikdo se bo zato odpravil v lekarno, mi pa vas seznanjamo z alternativo. Vsak ima doma limono. No, če nimaš, si opet kupiti. In dodamo vodo. Lahko pijete z sladkorjem ali pa tudi brez. Da bodo vaše dihalne poti še čistejše, si lahko pomagate z inhalacijo. Inhalirate lahko kamilice, poprovo meto, evkalipt in še kaj bi se našlo. Poročljivo je, da pojeste tudi veliko sadja. Kiwi. To je bomba. O tednu solidarnosti komentar dneva Janez Pezelj. Imamo slabe in dobre zakone ter slaba in dobra zakonska določila. Odlično določilo pa so, na veliko srečo revnih državljanov Slovenije, socialno občutljivi pravniki zapisali v Zakonu o Rdečem križu Slovenije. Nanaša se na teden solidarnosti, ki poteka od 1. do 7. novembra. Teden, ko smo obiskovalci pošte dolžni kupiti doplačilno znamkico, na železniških in avtobusnih postajah pa doplačilno vozovnico. Vendar pozor! Zaradi majhne in komaj 0,13 centa vredne znamkice se nekateri v tednu solidarnosti nesolidarno izogibajo daje kuvert, da ne bi bilo treba prilepiti znamkice. V glavnem gre seveda za podjetja, saj nas prav vsi tedni solidarnosti navzlič temu vedno znova presenetijo. Pozitivno. Smo namreč v času elektronskih medijev, v času, ko se za pisma odločamo le stežka, torej v časih, ko se nekateri bojijo, da bomo postali narod nepismenih. Na pošto roma vse manj in manj pisem in čestic, a navzlič temu smo v lanskem tednu solidarnosti izbrali kar 180.612,93 evrov. Kaj bi šele bilo, če bi v tem tednu podjetja svoje pošte ne bi zadrževala? Morda se bo kaj spremenilo po tem prispevku. Slovenija, 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 kulturac. V današnjih minutkah za kulturo vam predstavljamo obetavnega mladega reperja. Ime mu je Small Talk, prihaja s Primorske in zelo rad bi nekaj delal. Ampak ne v Logatcu. Na vozilu Gorica sem delal dolgo cajta, dokler nisem pogruntal, da je registrirano podjetje v Lohatci. V Lohatci pa ne bom delal in sem dal odpoved. Sem delal pole na MIP-i in so rekli, kaj, ti nič ne delaš. Sem rekel, za tako plačo ne bom delal nič, ne bom delal nanka, vratar ne bom. In so pa rekli, da me odpustijo, tako da nič ne delam, ni dobro. In pole sem rekel, da kaj. Sem rekel, če so zmešani, da ne morejo tako, če nič ne plačajo, ne moreš tudi nič delati, brez nič ni nič, je rekel moj nono. Kaj, je rekel moj nono, punetla po potleh se je polilo. In tako tudi jaz pravim, ni šans za tako plačo, ne bom delal nič. In pole sem delal v kmetijski zadrugi Vipava. Še vreme. Ti zanj sem brala, da imajo tele Kitajci, oni imajo kar tako v bistvu ne, vreme na gumb, ne. To pomeni, da če pač se rabi sneg, ne, kot se ga pač zdaj lih ta teden rabili po nekem pregovoru, ne, da pač zgodan sneg, dobra letina, so pač rabili sneg in pač je prišel model, ne, in je pritisnil gumb in evo ti sneg, ne. Pa so imeli zanč neko državno prireditev in je pač bil napovedan dež, ne, naj bi scal. In kva so naredili, ja, pritisnili te drug knof in je bila šajba, stari. A veš, mi bi to rabili, po mojem.
Zdaj tako, ne, gospod Janković, to slučajno gledate, mi bi to imeli vsaj za uno meglo, ne, kaj je zjutraj, da bi se, ne vem, veš, našopal, ne vem, en fotoaparat, enega, ki je mislim, fotoaparat, ali ventilator, kaj zgodim, ki je v moste, pa enega sem, pa, a veš, in da se to meglo v luft in imamo mi šajbo, ne. Ker megla je edini problem v Ljubljani, ne. No, to je bil vreme. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa lep dan še naprej, čeprav dežuje.